Bomo se ukvarjali malo danes, social media, ne? Malo je ta angleški izraz, včasih rečemo socialni mediji, družbeni mediji, družabni mediji, ne? V osnovi se ne uporablja socialni medij, zaradi tega, ker danes govorimo o komunikaciji, ne? In komunikacija ima denotativno in konotativno vrednost, se pravi, kaj misliš povedati in kaj si v resnici sporočil, ne? Konotativna vrednost. In socialno v slovenščini pomeni pač nekaj, ko je za revne ljudi. In pač je pomoč nekoga, ne? Ko tudi imaš fakulteta ni za socialne vede, ne? Je za družbene vede, ne? Ker je družba, social je tista družba, ko dela, ne? Tako da, če ste kdaj uporabljati, probajte iti v družabno ali pa družbeno, bolj kot socialno. Ampak fora social media je ta, da to se spreminja z dneva v dan, ne? Kar vas hočem danes navaditi, je kako razmišljati, da boste lahko v bilo kakšen social media delali in bilo kakšne stvari, pač ta način, kako razmišljati, ne? In kako dobiti resurse, stvari, da lahko to narediste, ne? Se pravi, ne vem, če se reče, kako pogooglati tips and tricks, da dobiš te prave, ker danes jih boste mogli enkrat googlati in čez mesec jih boste mogli še enkrat. In se bo vse spreminjeno, koliko pikslov je velika slika, koliko kako se uploada, kako se to se vse toliko hitro spreminja, da se meni zdi bistveno bolj pomembno, da vi veste, kako razmišljati in kje dobiti te informacije na hitro. Za koga bomo to delali, boste pogruntali, da veste točno, komu komunicirate, ker ste že ziher, če ste se kdaj z marketingom ukvarjali, ste slišali, če govorimo vsem, ne govorimo nobenimi, ne? Tako da, če slišite kdaj koga reči, ko ga vprašate, za koga je tvoj produkt in reče za vse, vedete, da nima pojma, bo malo propol verjetno. Ker to je največji problem. Če ne veš, komu govoriš, ne veš, kako mu govoriti. Tu, ker si rekla, pa ciljne skupine, pa v bistvu velja za cel svet, za vse enako. Vsa pravila so ista, tako da, ko boste tu razumeli, ne, ali pa danes boste vsaj začeli razumeti, kakorkoli, ne, ni tu namenjeno, da ste zdaj tako strokovnjaki, ne. Čeprav jaz vam garantiram, da če si vzamete en teden do maksimalno 2 tedna časa in da si vzamete kot tudi delavnik in da se učiste od tega na linkah, ko vam jih bom dal, vi lahko tu profesionalno delate. Pač profesionalno. Tako da brez problema računate 200 € na dan za to delati. Tako da tu ni toliko kompleksna zadeva, je pa dosti živcev pobere, sploh tistim ljudem, ko ne razumejo tega, kar vam bom danes probal dati, ne? Ker če ne veš ti, kako se slika spreminja, vsakič, ko je nekaj novega, si tako, moj bog, spet nekaj spreminjeno. Spet ne razumeš te stvari, ne razumeš širše slike in itak se moraš učiti, samo ti gre na živce, zato pač ljudi v tem poslu ne zdržijo dosti. Najboljši meni primer, ne, da greste pogledati tiste, ki so vam podobni, pač ocenite, da so vam podobni v različnih državah, ne, in ocenite, da delajo dobro in probate pogruntati, ne vem, kdo je rekel, 100 se pripisuje, slab umetnik kopira, dober umetnik krade. No? Point tega v marketingu, ne, je, če kopiraš, nimaš pojma, kaj delaš, ne, če pa kradeš idejo, ne, in tu moraš znati, ne, moraš znati krasti ideje, ne, moraš razumeti, kaj je tisto, ko dela. Ker rečejo, zakaj bi jaz naročil nekoga, da mi naredi plakat, se lahko naredim izga, kakor on jim bo delalo, njemu je delalo, bo tudi meni. Algoritem je spisan zato, da pač te pravim ljudem pridejo te prave stvari, ne. In če bi bil tu človek, če se ga predstavljate kot človek, ne, on gleda, a je nekomu zanimivo, ne. In če pač ti greš 5-krat tam, ko dobiš newsfeed, ne, če greš 5-krat na hitro mimo, ne rabiš nič lajkati. On je zaznal, ti nisi tam več kot pol sekunde bil na unimi posti, tebe ne brigajo te vsebine, jo bo skenslal, ne. Moj tata je 1 leto nazaj prišel do mene in reče, Tilen, jaz sem nekaj našel, ne, ful dobro. In našel je mačke na YouTubi, ne. To je tako, ker smo mi 10 let nazaj noreli z interneti. Mama je pogruntala 3 leta nazaj Facebook, tako da to je žur, ne. Če se spomnite, kako smo mi, kakšne neumnosti smo tiskrat pisali, ko jih zdaj greš nazaj in zbrišeš, no tu so zdaj ta generacija, ko štartajo s tem, ne, boste videli pri svojih in tako, ne. Fora je, da ko se učiš o družbenih omrežjih, ne, se, ne vem, koliko vas je tle antropologov, sociologov z te smeri, ampak se učiš, kako se mreže vzpostavljajo, kako se ljudje povezujejo, kako se kapital socialni meša in to so načeloma družbena omrežja in to se je pol malo tam potegnilo, in pol je tako, no. Sam socialna, ne, to je sam v slovenščini problem, ne, ker je social, je socialno, hitro potegneš, itek, ampak socialno pri nas pač pomeni nekaj drugega, ne. To je pač državna pomoč v osnovi, ne. In
Ja, ne? In tako pač je, ne moramo pomagati. To je sam slav. Ampak point je v tem, da vse, ko se bomo pogovarjali o komunikaciji, boste videli. Ne? Point je komunicirati, ne govoriti. In za komunicirati moraš razumeti, kako komunikacija poteka. Mi ne lajkamo in ne šeramo stvari samo zato, ko so nam všeč, ker mi se zavedamo, da nas vsi gledajo. To je isto, ko zdaj govorimo v krogu. Ne? Zakaj imamo mi te igrice na začetki? Saj, če se boste izobraževali v to smer, v taka izobraževanja boste vedeli. Ne? Tu je zaradi tega, da toliko sprostiš ljudi, da se lahko pogovarjajo med sabo. Ker če ne, kar bi jaz sprašil, jaz že zdaj težko dobim odgovor. Bi ga še težje dobil. Zakaj težko dobiš odgovor? Ker vi ne dajeste odgovoru. Vi veste, da takoj, ko poveste eno stvar, vas cela skupnost ocenjuje po tisti stvari. Ne? In pač paziš in tipaš in ne poznaš ljudi in ne veš, kaj si upaš povedati in kaj ne. In isto je na social media in povsod. Ne? Daš nekaj naprej in če bo nekaj kontroverznega in ta tip ne bo hotel tega skomunicirati, ne bo po lajku te zadeve. Ne? Predstavljajte se, ziher ste kdaj imeli kakšno stvar, ko je ful podpiraste, morda kakšno politično odločitev ali pa kaj takšnega, ne? Pa je niste upali šerati, ker pač enostavno, ne vem, imate na Facebooku različne pole ljudi, pa niste ziher, kako bodo eni reagirali, ne? In to je tista meja. Sej eno ziher šeraste, ker veste, ker komuniciraste, ne govoriste, se zavedaste cel cajt in cel cajt razmišljate, kako drugi razmišljajo in kaj bodo rekli in kako se bodo odzvali. Ne? In to lahko pač vzemeste tudi v prid. Ne? Ko prodajaste, načeloma, ne, to je selling ideas, če tako rečeš, ne, te stvari, se lahko zavedaste, kaj bo on pomislil, kaj bo njemu všeč, a bo njemu všeč tu pokazati prijatelji, ne, a bi vam bilo všeč tu pokazati prijatelji. In zato imaš te zakaje, ne, ker če dobiš ljudi, ko je pač, kaj si že imela, individualnost, ne. Individualnost je recimo ena taka tipična, ko se zmeri tinejdžerjem prodaja. Ko vam jaz rečem, pridite, bo žurka, bo fajn, ne, vi boste podzavestno ocenili prvo mene kot osebo, a sem vam blizu, a se lahko poistovetite z mano. Ker če vidite, ne vem, če jaz in ti hodava na različne žurke in mi ona reče, pridi, boš ti zraven, jaz bom tako ocenil, tu ni zame. Ne? Po osebi. Ne? In pol, kakor smo rekli, žurka je isto kot žoga. Če vam rečem, a vam je všeč ta žoga, vsak ima svojo. In tle je žurka, pridi, bo fajn, tu ni nič niste povedali. In tu vsi delamo, ko komuniciramo. Pridi na to in to predavanje, bo ful dobro, se bomo dobro naučili, se bomo dobro imeli, se bomo družili. Boli me k. Tu lahko čist vsak reče. Če mi tu reče, čist vsako društvo lahko tu reče, čist vsak dogodek lahko tu reče. Zato, ko jaz nisem povedal čist nič. Vsak si še zmeri predstavlja po svoje. In zato moramo vedeti, pa je šlo, une vrednote, ne? In zato moramo vedeti, zakaj neko stvar delamo. Zato, ker če rečeste, pridi na žurko, bo fajn, ne vem, pridi na žurko, ga bomo pili, mene tu ne kupi, pač ne pijem, jebi ga, ampak en ga bo. Ne? Recimo, da je ena oseba, ko mu tu ful pomeni in meni, ko ne pomeni. Nema veze. Študentem ne splošno. Mislim, če delaš s kisom ali pa s kakšnimi študentskimi društvi, če tam ni alkohola, ni. Ne? Ampak ne, ja. Pravim, ne, sam point je ta, ne, recimo, ni važno, ali je alkohol, ali je hrana, recimo, ali pa karkoli, ne, recimo, da je alkohol, ne, ta bo prišel, če bo pisalo, da je alkohol. In jaz bom prišel, če bo pisalo, da ni alkohola. Če bo pisalo, pridi in je fajn, noben ne bo prišel. Zato, ko on ne ve, če je tako po moje in jaz ne vem, če je po njegovo. Mi razmišljamo ne v resnici, ampak v potencialu. Ne. To je isto, kot kadar prodajaš omaro, ne. Ti je ne prodajaš po ceni, ko je vredna. Ti jo prodajaš po potencialu, ko misliš, da bi lahko še kdaj rabil v življenju. Ne? In pol je polštra, ko je vreden 2 centa, ki ni vreden več nič, ne? Samo ima lepe spomine in tu in morda še kaj, ajde, 50 evrov. Ne? Ampak ko nekdo kupi, pa ne vidi tega potenciala. In tle je isto, ne? Ko pač prodajamo naše ideje. Ne smemo razmišljati samo o potencialu, ki ga mi vidimo, in če že, dajte ga skomunicirati. Dajte premisliti, kaj je ta vsa potencial, dajte v besede in ljudje se bodo zalepili na to. Ziher ste kdaj slišali za ciljno publiko? Ne? To je pač, kakšen tip obstaja. Persona je samo nekaj, da ljudem pomagaš, da jim rečeš, glej, zamisli si človeka zares. Zakaj? Ker delamo napake in rečemo, ja, so mladi, so taki, so oni. Ne? In pol, ko si predstavljaš dejansko to osebo, vidiš, da sploh ne moreš si predstavljati, ker si ki zafrknil, ker podzavesti v resnici pomaga, kaj je res in kaj ni. Ne?
Dober rule of thumb, da ste naredili dobro osebo. Ne? Oseba je tako, se pravi, Jana, stara 36 let, dela tu in tu, bomo pol še pogledali, ne? Pač tako, da je res opišeš. Kadar boste tu delili, ste prišli dovolj daleč, kadar si predstavljate tega človeka med vašimi znanci. Ne? Če vam jaz rečem, to je tip star 28 let, malenko že plesec, zmeri v črni jakenci, urca, malo tak lover boy, gre na žurkice. Počasi si začneš predstavljati enega tipa. Ne? Eni ste se morda že videli enega, eni še ne, in potem začneš to opisovati in tako opisovati. In kadar ga vidiš v svoji glavi med svojimi prijatelji, med svojimi uni, tiskrat je tu dovolj dobro opisano. Catch je v tem, da tiste te slabe čim prej izločiš, da se z njimi ne ukvarjaš. Ne? In tle isto, ne boste točno vedeli, kaj je narobe, če si pa predstavljaš tega tipa človeka, ne, punca, fant, whatever, ne. Ko si enkrat to predstavljaš, rečeš, a bi on šel na tako žurko? Ne, zakaj? In se vprašaš, pomisliš in pogruntaš. In pol tu uporabiš pri tekstih, ko jih pišeš.